Tržni inšpektorji v času božično-novoletnih praznikov, ko pogosteje zahajamo v trgovine, opozarjajo na previdnost. Vsa znižanja morajo trgovci jasno označiti, pri nakupu mora biti izstavljen račun. Podobna opozorila veljajo tudi za spletno nakupovanje, ki se ga poslužuje, tako pravijo analize, že 40% uporabnikov. Tovrstna oblika nakupov pa ni brez tveganja. Treba je paziti na lažne spletne oglasnike in na trgovine s ponaredki. V obeh primerih kupec nasede prevarantom in naročenega izdelka ne prejme. Treba je vedeti, da je promet s ponaredki v državah Evropske unije prepovedan. Zato se takšni izdelki zasežejo in uničijo. Nemalokrat se zgodi celo to, da mora kupec ponaredka plačati tudi za njegovo uničenje, kar pomeni dvakratno oškodovanje. Zato previdnost pri spletnih nakupih ne bo odveč. Z novim letom se spreminja zakonodaja za čezmejne delovne migrante, in sicer tako, da delavcem, ki se na delo vozijo v Avstrijo, ukine posebna davčna olajšava, ki je veljala od leta 2009. Proti temu ukrepu, ki bo za povprečnega Slovenca, zaposlenega pri severnih sosedih, pomenilo, da bo v našo blagajno prispeval kakih 7500 evrov letno več kot doslej, se intenzivno bori civilna iniciativa Apače. Za 4. januar v Gornji Radgoni pripravljajo že 10. informativni javni shod, kjer se bodo seznanili z ukrepom vlade ter nadaljnih prizadevanjih civilne iniciative, da z vlado vendarle še dosežejo sporazumno rešitev za obe strani. V soboto popoldne se je v gozdu na območju Boča zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 67-letni Italijan, 2 osebi pa sta se lažje poškodovali. Gasilci in gorski reševalci, ki so izglobeli pomagali vozniku in italijanskemu državljanu, ki je sedel na zadnjem sedežu, so imeli zaradi razmočenega in teže dostopnega terena pri reševanju kar nekaj težav. Voznik je očitno vozilo obračal na ozki gozdni cesti, pri tem pa je avto zdrsnil po strmem pobočju in se pričel obračati. Za sopotnika je bilo prevračanje usodno, saj je zaradi neuporabe varnostnega pasu padel iz vozila in na kraju nesreče umrl. Očitno je šlo za lovce, saj je območje Boča znano lovišče gamsov. Upokojenci so že danes dobili izplačilo pokojnin dan prej kot običajno. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je za predčasno izplačilo odločil kot vsako leto zaradi skrajšanega delovnega časa bank na zadnji dan leta. Približno 650 tisoč upravičencem je za pokojnine in druge dajatve nakazal 400 milijonov evrov. V letu 2013 se je za 0,8 točke zmanjšalo število delovnih aktivnih državljanov Republike Slovenije. Najbolj kritične skupine brezposelnih ostajajo mladi in starejši nad 55 let. Skrb vzbujajoč pa je podatek, da se povečuje število brezposelnih, starih od 30 do 40 let. Gre za skupino ljudi, ki so najbolj usposobljeni in najbolj pripravljeni za delo. Tudi število prijavljenih brezposelnih mladih do 29 let se je od oktobra 2008 do 2013 zvišalo skorajda za 2-krat. V letu 2013 smo Slovenci za stroške telefonije porabili nekaj manj kot v letu 2012. Podatek je razkrila Agencija za pošto in elektronske komunikacije. Iz njihove raziskave je razvidno še, da je slovensko gospodinjstvo za elektronske komunikacije oktobra odštelo v povprečju 44,60 evra, za mobilno telefonijo pa 49,10 evra. Jutri bo sprva delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Čez dan se bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pooblačilo. Pihal bo južni do jugozahodni veter. V nedeljo bodo padavine čez dan od zahoda spet zajele vso državo. Po nižinah bo deževalo, v noči na ponedeljek pa se bo meja sneženja spuščala, ponekod lahko tudi do nižin. V ponedeljek bodo padavine zjutraj ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Previdno pri spletnem nakupovanju. Janez Benedičič, inovativni kmet leta 2013. Kako praznujejo tuji študentje pri nas? Novice z Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.